Pozdravljeni, moje ime je Tanja Bohl, sem odvetnica in direktorica odvetniške pisarne Bohl. Naša odvetniška pisarna je specializirana za področje delovnega prava. Zato, če vas zanimajo odgovori na najbolj pogosta vprašanja v zvezi z delom od doma, si poglejte naslednji video. Zakon o evidencah z področja dela in socialne varnosti med drugim določa tudi vodenje evidence o delovnem času, torej s področja delovnega časa oziroma o načinu izrabe delovnega časa. Tukaj zakon ne loči med situacijami, ko delavci opravljajo delo v poslovnih prostorih delodajalca in pa situacijami, ko delavec opravlja delo od doma. Tako da je tudi v primeru, ko delavec opravlja delo od doma s strani delodajalca, še vedno podana obveznost, da evidence o delovnem času vodi. Seveda pa je tukaj treba upoštevati dejstvo, da je delavec, ko opravlja delo od doma oziroma na domu, zagotovo bistveno bolj svoboden, bistveno bolj, lahko tudi, če rečemo temu, kreativen pri izrabi svojega delovnega časa, kar pomeni, da od njega ne moremo nujno zahtevati, razen če je seveda to potrebno zaradi organizacije delovnega procesa, da je za svojimi orodji, ki jih uporablja za opravljanje dela na domu, recimo tako, kot bi bil sicer v prostorih delodajalca od 8 do 4. Torej, delavec tukaj lahko bistveno bolj svobodno organizira delo, lahko se odloči, da bo opravljal delo recimo od 8 do 11, potem si bo napravil neko pauzo, potem bo opravljal delo od 12 do 4, 5, kakorkoli skratka njemu ustreza. Seveda delodajalci tukaj lahko zahtevajo neko obvezno prisotnost, bodisi na telefonu, bodisi preko elektronske pošte, preko Teamsov, preko Zooma ali kakršnega koli drugega orodja, vendar to mora biti potem vnaprej jasno skomunicirano. Ne glede na to, kako delavec si organizira delovni čas in kaj se od njega dejansko glede prisotnosti ali pa nujne odzivnosti zahteva strani delodajalca, pa delodajalec še vedno evidenco o izrabi delovnega časa mora voditi.